Dober večer. Ob temah, kot so Štukljevo leto, staro mestno jedro in velodrom, pomislimo na Novo mesto. In z nami je župan mestne občine Novo mesto, Gregor Macedoni. Lepo pozdravljeni. Dober večer, seveda lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem vašega kanala. Pa začnimo najprej pri mestnem jedru. Lani je steklo urejanje starega mestnega jedra. Kako poteka ta prenova? Torej, gre za zelo zahteven projekt. Želeli smo ga tudi zastaviti celovito in to smo tudi naredili. Torej, gre za prenovo tako vse komunalne infrastrukture, ki je pod zemljo, kot seveda prenovo površin. Začeli smo dela na spodnjem delu glavnega trga. Večji del dosedanje izvedbe poteka tako, da so na terenu tako gradbinci kot arheologi. Arheologi sicer počasi zaključujejo svoje dela na samem področju glavnega trga. Čaka jih še nekaj dela na Pugljevi ulici in Rozmanovi ulici. Imeli smo tudi prilagoditve projekta že prve, sicer zaradi dosti pomembne arheološke najdbe, namreč pomembna tlakovana cesta se je odkrila, ki je nekje datirana v obdobju med 16. in 18. stoletjem. In dobili smo odločbo Ministrstva za kulturo, ki od nas pričakuje, zahteva, da del te ceste ohranimo tudi za bodoče rodove. Zato smo ta naš infrastrukturni kolektor, tunel, ki poteka pod zemljo, nekoliko v srednjem delu glavnega trga prestavili. Temu je seveda bilo treba prilagoditi tudi prestavitev nekaterih infrastrukturnih vodov. To so kar pomembne povezave, ki potekajo preko glavnega trga. Vendar smo te stvari sedaj že dorekli, rešili, projekt poteka dalje. Tako da mi še vse res delamo v smeri, da bo v letošnjem letu projekt zaključen. Želeli bi, da bo to do zime. Verjamem pa, da seveda bo že tudi v kakšni vmesni fazi, ko se bo del trga odprl za tudi oči obiskovalcev, uporabnikov, da bo že slutiti to dimenzijo, ki bo seveda v celoti na voljo po prenovi. Pa vendar vemo, da gre za enega najlepših, največji srednjeveški trg v Sloveniji in to, kar so arhitekti zastavili in zmagovalna rešitev na arhitekturnem natečaju je pokazala, da je ta trg res možno z celovito prenovo mu dati posebno dimenzijo. To dimenzijo, ki je sicer v preteklosti že imel, pa vendar v sodobnem času smo jo tako z avtomobili kot z drugimi okraski in priveski nekako zakrili. Mislim, da se bo glavni trg ponovno zasijal in zažarel ponovno po tej prenovi. Se pravi, po prenovi, kako bo trg izgledal, kakšna bo prometna ureditev in s kakšnimi vsebinami boste potem oživljali to jedro? Torej, vemo, da sama prenova še ne pomeni tudi oživitve. Prenova je res velik izziv tudi zato, ker je to v tem času moteno poslovanje vseh poslovnih subjektov, tudi stanovalcem ni najlažje, ker morajo seveda se prilagajati dnevno. Pa vendar se že čuti, da tisti najpogumnejši, tudi poslovni subjekti, danes gledajo za nove nepremičnine na glavnem trgu, razmišljajo o novih naložbah. Za nas je bila zelo pomembna najava, da tudi Miler za svojo trgovino ponovno odpira vrata v letošnjem letu na glavnem trgu. Torej, mestna jedra so in imajo čar, seveda nekako danes tekmujejo z trgovskimi centri, ki so izven mestnih središč. Verjetno bojo nekatere vsebine, ki so bolj vezane na mesto, se tukaj našle. Določene vsebine bomo mogli tudi mi podpreti. Naj povem, da mi smo letos že nadaljujemo pravzaprav z razpisom za subvencioniranje najemnin za tiste, ki bojo na novo prišli za to prvo obdobje, ko nekdo poskusi za to lokacijo v mestnem jedru. Hkrati imamo razpis za prenovo pročelij, hiš na glavnem trgu in na Rozmanovi ulici. In to so vse ukrepi, s katerimi verjamem, da ne bomo samo prenovili talne površine, ampak bomo tudi oživili in dali sijaj in pomen temu mestnemu jedru. Na spremenjen prometni režim so se ljudje že navadili? Torej, na nek način je ta prometni režim med samo obnovo
tudi najava bodočega prometnega režima. Vemo, da je najpomembnejša sprememba, da bo Kandijski most samo enosmerno prevozen, da bo zgornji del glavnega trga brez prometa, torej da ne bo tranzitnega prometa več skozi glavni trg. Hkrati pa bo vsaj 2/3 glavnega trga dosegljivo z avtomobilom, torej še vedno bojo uporabniki lahko prišli na trg, kratkotrajno parkirali na manjšem številu parkirnih mest. In to je verjetno ta vmesna faza, ko bomo seveda videli, ali si lahko privoščimo nekoč v prihodnosti tudi, da bi bil glavni trg popolnoma zaprt za promet. Med prioritetami mestne občine v tem mandatu je tudi ureditev velodroma v Češči vasi. Za kakšen projekt gre? Torej, želeli smo pogledati, kaj je na področju športne infrastrukture res neka prioriteta, pa seveda prioriteta, ki si jo lahko privoščimo. Poznamo, da je bilo v preteklosti že ogromno projektov pripravljenih. Poznamo neuspešen projekt izgradnje športne dvorane v Portovalu, ki smo jo planirali v vrednosti med 15 in 20 milijoni. Poznamo, da je bil tudi za Češčo vas pripravljen projekt za več kot 10 milijonov za pokritje velodroma. In želeli smo narediti res neko realno sliko in realen projekt. Težava seveda z velodromom je bilo, da tako ni tekem v poletnih terminih, kot seveda, da je zaradi odprtosti začel objekt propadati. Torej ni služil ne svojemu namenu, hkrati pa je šel po poti propada, zato smo tudi rekli, da je to naša prioriteta. Tak objekt samo za kolesarje bi zelo težko služil ali pa upravičil večjo investicijo. Zato smo že zelo hitro pogledali, kaj lahko v smislu več namenskosti naredimo. In zelo pomembno je ugotovitev, da mi lahko znotraj kolesarske steze umestimo tudi atletsko infrastrukturo. Vemo, da Slovenija nima pokrite dvorane z krožno atletsko stezo in da slovenski atleti danes hodijo na Dunaj za treninge teh športnih disciplin. Zato je seveda bilo zelo hiter ta odločitev, da naredimo nek nacionalni olimpijski center, ki bo služil tako kolesarjem, atletom in tudi najverjetneje triatloncem. In kar je bilo pa najpomembnejše, zastavili smo projekt zelo racionalno. Pogledali smo, koliko ta projekt lahko generira nekih prihodkov, kakšna je lahko ustrezna amortizacija in iz več kot 10 milijonskega projekta smo potem reducirali ta projekt na 3,5 milijona, kar pa seveda v tem trenutku lahko tudi mestna občina skupaj v partnerstvu za državo, ki nam je že namenila sofinancerska sredstva, pa se pogovarjamo tudi še o dodatnih, to si lahko privoščimo. In verjamem, da ob tem partnerstvu z Olimpijskim komitejem, z Slovensko atletsko zvezo, za Kolesarsko zvezo Slovenije in tudi Triatlonsko zvezo, da bomo lahko ta projekt in seveda objekt predvsem kasneje tudi res oživili in bo služil svojemu namenu. Ne samo kot neka mestna dvorana, ampak kot nacionalni oziroma v širši regiji prepoznan športni objekt. Tam naj bi svoje mesto zdaj našel tudi bazen, drži? Ja, poznamo to zgodbo Novega mesta. Novo mesto je med slovenskimi mestnimi občinami skoraj edina, ki je brez večjega plavalnega bazena. Namreč imamo samo šolski bazen pri osnovni šoli Grm. Dejstvo je, da je treba seveda narediti ustrezne korake, ker vemo, da je to neka tema, ki je lahko zelo hitro predmet številnih interpretacij. Smo želeli res peljati postopke tako, da odgovorimo na vsa morebitna vprašanja, pomisleke. Seveda ne bomo nikoli poenotili vseh občanov, ampak kar se mi zdi, da je ključno tudi pri vodenju občine, je, da se sprejemajo odločitve. Mi smo najprej izvedli geotermalno študijo na celotnem ozemlju naše občine, pogledali, če imamo kje ta potencial tople vode, ki bi ga lahko uporabljali tudi kasneje za upravljanje bazena. Ker nismo našli posebnih možnosti, predvsem v tem širšem območju mestnega naselja, smo potem pogledali vse možne lokacije glede na trenutne prostorske akte in glede na druge razvojne potenciale.
Namreč želimo, da bi vsem bil to nek realen projekt v 2 do 3 letih. Ne želimo samo teoretično pozicionirati bazena nekje, kjer bo pač spet potrebno 10-20 milijonov, ki jih ne bomo znali zagotoviti 10-15 let. In vzeli smo v študijo 4 različne lokacije. In ta študija je pokazala, da je lokacija v Češči vasi, torej ob velodromu ali pa na tem širšem področju, da je tista, ki ima največ prednosti glede na slabosti. Te prednosti so seveda nekatere še nevidne, torej tam je trasa bodoče zahodne obvoznice z mostom v Srebrničah, ampak trenutno se že pripravlja razpis za projektiranje te ceste in tega mostu, zato to ni nekje daljna prihodnost. Prav tako smo meseca decembra začeli pogovore z tovarno Ursa o izkoriščanju njihove odpadne toplote. Torej, to področje bo morda možno tudi oskrbovati za to toploto iz tovarne Ursa, ki danes gre bolj ali manj za paro v zrak. In to so prednosti, ki verjamem, da bojo poleg teh sinergij z že obstoječim oziroma v gradnji nacionalnim olimpijskim centrom, da so vse prednosti, ki res potrjujejo dobro odločitev. Omenjali ste zahodno obvoznico Novega mesta. V jeseni ste podpisali z Ministrstvom za infrastrukturo protokol o poteku izgradnje zahodne obvoznice, pa tudi južnega dela 3. razvojne osi. Kaj si občani lahko obetajo? Torej, prav gotovo je dobra in pomembna novica, da vsi postopki tečejo. Torej, na vzhodni trasi novomeške 3. razvojne osi, novomeškega dela, se trenutno že izvaja projektiranje, zaključujejo se tudi odkupi zemljišč, tako da je nekje časovnica, ki bi jo mogli slediti, da bo pridobljeno gradbeno dovoljenje do konca leta, kar pomeni v naslednjem letu razpis za izvajalca in recimo da v drugi polovici leta 2019 po nekoliko optimističnem scenariju tudi začetek gradnje. Na zahodni trasi, torej trasi, kot sem že prej omenil, ki bo prečkala Mirno-Peško cesto in potem mimo velodroma, mimo podjetja Adria v Srebrničah z mostom in potem do odcepa za Rekrške Košenice, torej to v prvi fazi. Ta odsek se trenutno zaključuje priprava projektne naloge, to bo osnova za razpis za projektiranje in seveda je zelo pomembna odločitev bila poleg podpisa protokola lani z Ministrstvom za infrastrukturo tudi to, da smo umestili v državne proračunske dokumente za naslednja leta ta projekt, tako da sedaj bi moglo vse biti v neki časovnici, ki je predvidena. Na cestnem področju je pomembna naložba obnova ceste v Velikih Brusnicah. Kako poteka? Vemo, da je šlo to za prioritetni projekt mestne občine na državnih cestah. Tam poteka vse v skladu s časovnico. Vemo, da gre za zelo zahteven projekt, ki vključuje tudi ureditev struge vodotoka. Nekoliko potrpežljivosti zahteva seveda od dnevnih uporabnikov te državne ceste, pa vendar mislim, da je tisti pričakovani cilj oziroma rezultat tisti, ki tudi odtehta te dnevne težave. Kakšno pa je sodelovanje s krajevnimi skupnostmi? Torej, v tem mandatu smo res naredili velik korak naprej. Na začetku smo jim povečali obseg denarja, ki ga dobijo iz občinskega proračuna, kasneje pa smo uvedli še inštrument podpore projektom, ki jih opredelijo same krajevne skupnosti. Tako da je bilo do zdaj že izvedenih 70 projektov med partnerstvom med mestno občino Novo mesto in posameznimi krajevnimi skupnostmi. Tudi letošnji poziv, oziroma objavili smo ga že v zaključku preteklega leta, je ponovno prinesel seznam skoraj 50 projektov in ta obseg sodelovanja res lepo poteka in celo raste. Jaz sem ponosen na to, da predvsem krajevne skupnosti zdaj ponovno nekako čutijo to svojo vlogo, vidijo, da če nekaj pripravijo, da če zberejo denar za svoj sofinancerski delež, da se stvari lahko premaknejo, brez da bi jim nekdo vedno ocenjeval, preverjal potrebnost njihovega projekta.
Jaz osebno verjamem, da če ljudje v posameznem delu naše občine vejo, kaj je za njih prioriteta, da seveda nismo mi tisti na občinski upravi, ki bomo sodili, je to res potrebno ali ne. In te mali premiki, včasih večji, včasih manjši, se dejansko dogajajo in verjamem, da s tem tudi dvigujemo kvaliteto življenja naših občanov tudi na tistem koncu občine, kjer dejansko živijo. Če se mogoče še vrnemo nazaj na ceste, Šmihelska cesta, Straška cesta, kako je s tema projektoma? Torej, Straško cesto smo v tem delu, ki smo izvajali v letu 2017, zaključili. Seveda imamo nekatere pripombe tudi na izvedbo, zato bo v tem spomladanskem času še nekaj popravil na samih pločnikih. To verjetno so tudi občani opazili. Mislim, da moramo biti kot investitor tudi zahtevni kot mestna občina. Na drugi strani seveda nam ostaje še manjši odsek, to je pri gostilni Čefidel, da povežemo, da bomo imeli tudi sklenjen kolesarski krog. Ta del bomo pripravili projekt v kratkem, seveda tam bo najtežje tudi premoženjsko oziroma umestitev v same zasebne parcele urediti. In potem nam še ta manjši košček ulice Bršljin ostane za to, da tudi cestno ta del mesta zaključimo. Šmihelska cesta pa je bila tudi druga najpomembnejša prioriteta na državnih cestah. Pogodba je že od januarja podpisana za izvedbo. Sedaj pričakujemo 12. aprila tudi začetek del na terenu. Večji del izvedbe tega projekta se pričakuje popolna zapora. To bo prav gotovo velik izziv. Izziv za vse uporabnike, ki prihajajo v Novo mesto iz tega območja. Vemo, da je to tudi regionalna cesta, ki pride iz Bele krajine. Verjetno se bo mogel marsikdo prilagoditi, enostavno ne bo tudi za prebivalce tega šmihelskega območja. Verjetno bomo tudi v območju Drske čutili vpliv tega projekta. Mislim, da je, tako kot sem že prej omenil, ta rezultat oziroma pričakovani cilj tisti, ki upravičuje. Zdaj začenjamo z odsekom od cerkve do, rečemo, trgovine Vita. Hkrati pa je dobra novica za naše občane, da imamo že tudi pripravljen projekt potem do odcepa za Regrške Košenice. In v kratkem bo objavljen tudi ta razpis, tako da verjamem, da bo ta projekt tekel kontinuirano naprej. Začenjamo pa tudi s projekti še zadnjega manjšega koščka, to je od cerkve nazaj proti Šmihelskemu pokopališču, tako da v tem delu bomo imeli tudi, bom rekel, nekako bolj zgledno cestno infrastrukturo v tem delu vpadnice v Novo mesto oziroma Šmihelu, ki je nekoč bil naselje izven mesta, pa je danes, seveda vemo, že zelo integriran v samo mesto. Odločili ste se tudi za gradnjo novega železniškega postajališča pri šolskem centru. Kako to, zakaj tak korak? Širše območje krajevne skupnosti Drska je zelo prometno obremenjeno. Glavni razlog je prav gotovo največji srednješolski center v Sloveniji, ki je umeščen v to območje. Dejstvo je, da dnevno prihaja 3000 dijakov in potem še veliko študentov. To generira tako promet pešcev kot avtomobilov in že dolgo je bila v zraku ideja, da se naredi železniško postajališče, ki bo omogočalo neposreden dostop iz postaje do šolskega centra brez obremenitve vseh teh ulic naselja Drska. To nam je v partnerstvu z državo uspelo v preteklem letu doreči in pogodba je bila konec leta podpisana, dela pa so se začela v tem mesecu, tako da za naslednjim šolskim letom dejansko bo to neka konkretnejša razbremenitev prometa na območju Drske. Vemo pa, da to seveda nas še čaka kar nekaj izzivov. Mi računamo, da bomo še letos uredili in primernejšo kvaliteto cestišča zagotovili za samo ulico Drska. Torej gre za ulico, kjer se gre od avtobusne postaje proti vrhu Šegove. Potem je pa tukaj še Vestrova ulica. Vemo, da tam smo prve korake že naredili, odstranitev kapelice. Trenutno imamo nekaj težav z umestitvijo v manjšo zasebno parcelo.
Tukaj je še sodni spor, ko bo to razrešeno, se tudi ta ulica potem občutneje razširi in tudi predstavlja neko kvalitetnejšo mestno ulico, ki bo lažje požirala vse te tako avtomobilski promet, kot seveda številne pešce. Želimo si pa, da se bodo dobro počutili tudi kolesarji. Da je Novo mesto močno gospodarsko središče, je splošno znano, krepi pa ga tudi občina z urejanjem gospodarskih con. Lani na Brezovici, letos na Livadi. Ja, dejstvo je, da na tem področju se več kot 10 let ni nič resnega premaknilo. To je bila moja velika težava, ko so investitorji na začetku mandata hodili v mojo pisarno in si želeli, da bi lahko investirali. Veste, to, da imaš ti na vratih 10 investitorjev, to bi si večina slovenskih županov samo želela. Moj problem pa je bil, da nismo imeli ustreznih komunalno urejenih parcel. Tudi tam, kjer so že imeli lastništvo posamezni podjetniki, nismo mogli zagotoviti takojšnje gradnje. Zato smo se res odločili, da temu intenzivno pristopimo. Najprej smo pridobili sofinancerska sredstva za ureditev gospodarske cone na Brezovici. Tam smo najlažje umestili ta projekt tudi zaradi drugih premoženjskih upravnih zadev. Sedaj nadaljujemo z ureditvijo gospodarske cone Livada. Smo pa že tudi v pripravi projektne dokumentacije in zagotavljanju evropskih sredstev za nadaljnjo urejanje gospodarske cone Cikava. Torej, to so 3 najpomembnejše lokacije v Novem mestu, kjer bojo pomenile nek nadaljni korak. Verjamem, da bo zelo pomembno za razvoj gospodarskih subjektov in tudi investiranje, ko bo stečajna upraviteljica Imosa začela prodajati zemljišča v Podbrezniku. Tam je poleg stanovanjske gradnje predvidena tudi še gradnja infrastrukture za podjetništvo. Torej, kar nekaj lokacij, ki verjamem, da bojo tudi v prihodnje krepile Novo mesto kot gospodarsko središče, torej, da bomo lahko še nekaj let govorili, da smo prestolnica slovenskega izvoznega gospodarstva. Posebno področje je urejanje romskega naselja Brezje Žabjak. Prejšnji mesec se je v Novem mestu v ta namen mudil predsednik države Borut Pahor. Kaj ste mu povedali oziroma kaj lahko pričakujete od države? Torej, prvo sporočilo vedno je, država, to je tudi vaš problem. Ta problem ne bomo reševali samo na lokalni ravni, čeprav večina problemov občutimo samo na lokalni ravni. Moram reči, da za tem sporočilom smo v lanskem letu tudi kar uspešni v Ljubljani. Namreč dobili smo zagotovljenih sofinancerskih sredstev za nadaljne korake pri urejanju infrastrukture. Želimo si kar nekaj podpore tudi pri drugih mehkejših ukrepih in na področju varnosti. Vemo, da gre za zelo kompleksno področje, kjer še dolga leta ne bo zmagovalca, torej bomo kvečjemu zmanjševali probleme, zmanjševali težave, pa vendar nekje treba začeti. Vemo, da več kot 30 let so vsi o tem samo govorili, nihče pa ni nič naredil. Prišli smo v situacijo, ko je preprodaja elektrike dejansko del mafijskih zgodb v romskih naseljih, ko seveda težko zahtevamo, da otroci hodijo v osnovno šolo, če nimajo najosnovnejših pogojev. In sedaj bomo probali zagotoviti neke osnovne pogoje, kot ima vsaka ulica v mestu tudi v tem delu, kar pa ne pomeni, da karkoli dajemo na drug način Romov kot vsakemu občanu. Torej gre za predpostavko, da se lahko na enak način kot vsi ostali občani tudi Romi priključijo na elektriko, na vodovod in seveda jo to tudi plačujejo. Mi smo zelo pomembne korake naredili v zadnjem času, ko je Ministrstvo za delo pristalo, da se lahko vse te namembnosti, poleg rednega plačevanja vode in elektrike, tudi plačilo komunalnega prispevka, plačilo davkov obračunava obročno obračunava direktno iz socialnih transferov. In mislim, da je to tisti korak, ki zdaj spreminja celotno zgodbo tudi na tem področju. Kot pa rečeno, veliko dela še nas tukaj čaka, ampak če ga ne bomo začeli z prvim korakom, tudi nikoli ne bomo prišli do konca. Osnova za ureditev naselja pa je sprejetje prostorskega akta. Kako poteka?
Moram reči, da smo zelo uspešni pri tej pripravi, tudi številni organi na državni ravni so tukaj bili res kooperativni, tako da mi računamo, da bomo imeli že v mesecu aprilu prvo obravnavo tega prostorskega načrta na občinskem svetu, v tem tednu se pa tudi začenja že javna obravnava. Lani ste energetsko obnovili 27 javnih objektov v lasti mestne občine. To gre predvsem za šole in vrtce, drži? Res je. Mislim, da je to tudi glavna prednost tega projekta, ki je bil res v velikem obsegu izveden, predvsem v poletnih mesecih. Najbolj seveda sem ponosen na to, da danes ta projekt energetskih sanacij izpostavlja tudi država, konkretno Ministrstvo za infrastrukturo kot primer dobre prakse. V tem primeru smo naredili to, kar smo obljubljali. Novo mesto postavljamo v prvo vrsto, postavljamo kot zgled drugim. Mi imamo zdaj številne obiske iz cele Slovenije, ker smo, kaže, res to speljali z nekako odlično izvedbo. In kar pa seveda najbolj šteje je to, da so naši otroci v kvalitetnih prostorih. Tle bi bilo lahko veliko dilem, ali bi lahko to delali z nekim krediti, pa sami izvajali ali ne, pa vendar gre za to, da je bilo hitrost izvedbe tista, ki je upravičevala, da smo pridobili pa tudi kohezijska sredstva, pa je seveda del modrosti, ki se tudi pričakuje od nas, ki smo odgovorni za razvoj te občine. Pomembna pridobitev je tudi novi vrtec v Boršljinu. Ja, tudi tukaj po 3 desetletjih delamo korake naprej. Mislim, da je vedno pomembno, da niso samo besede, ampak so tudi dejanja. Torej imamo nov 6-oddelčni vrtec, ki mislim, da je zelo lep objekt. Imeli smo veliko težav pri sami izvedbi. To je povezano z sistemom javnega naročanja. Dobili smo izvajalca, ki seveda je imel velike težave in seveda te težave smo imeli posledično tudi mi. Pa vendar danes, ko so otroci v tem objektu, verjamem, da bo s časoma čedalje bolj pozabljeno vse to, kar je za nami. Imamo tudi v načrtu še naslednji nov vrtec, to bo na območju Otoca ob osnovni šoli, ki bo tudi nadomestil sedajno lokacijo na Lešnici. Tam smo mogli to odločitev sprejeti, kaj je boljša dolgoročna lokacija. Vesel sem, da smo to res naredili po nekem strokovnem premisleku, pa vendar na koncu tudi za soglasjem tako staršev kot krajevne skupnosti. In to so po mojem pravi koraki in pravi način dela. Preden zaključiva prvi del oddaje, še nekaj besed o zaključnem računu. Kako uspešno ste izpeljali lanski finančni načrt? Lani, torej leto 2017, smo realizirali do zdaj najbolj obsežni proračun v tem mandatu, torej več kot 41 milijonov je bilo realizacije proračuna. Kar je seveda najpomembneje, da smo v preteklih letih si nabrali toliko rezerve, da tudi po tem investicijsko zelo bogatem letu še vedno smo na nižji stopnji zadolženosti, kot smo bili na začetku mandata. In ob seveda podatku, ki veliko pove, lani smo investirali skoraj 16 milijonov evrov. Ta trend investicij se bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih, namreč mi res intenzivno pridobivamo evropska sredstva na številnih področjih. In mislim, da je Novo mesto v zadnjih 2-3 letih stopilo na en res intenziven investicijski ciklus in da bo ta pot razvoja dejansko se še nekaj let odvijala. Nadaljujemo po oglasih, ko se nam bo pridružil županov gost. Spremljate županovo uro, z nami je Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto. Župan, letos je v Novem mestu posebno leto, to je Štukljevo leto. Kako to? Torej, v letošnjem letu želimo na prav poseben način obeležiti 120-letnico rojstva največjega slovenskega olimpijca Leona Štukla. S tem na nek način nadaljujemo tradicijo praznovanj, ki smo jih začeli z praznovanjem 95. in 100. rojstnega dneva našega olimpijonika.
Že lani smo začeli te priprave. Najprej je bilo seveda treba dobiti dovoljenje od Olimpionikove družine. Podpisali smo poseben sporazum, s katerim nam dovoljuje, da bo osrednja slovesnost ob 120-letnici potekala v Novem mestu. In seveda potem smo razmišljali, ali izpostavimo Novo mesto kot športno mesto, kot mesto, ki ima danes res številne športne panoge na zavidljivi ravni, ki ima ogromno mladih otrok vključeno v šport. Mislim, da je to primerna vsebina, da jo skupaj izpostavimo, tudi s tem predstavimo Novo mesto Sloveniji in svetu. In tako smo se odločili praznovati Štukljevo leto z sloganom Zdrav duh v Novem mestu, kar mislim, da kaže na nekoliko večjo širino kot samo ravno športne uspehe in športno dejavnost. Mislim, da je to tista širina duha posameznika, ki seveda nakazuje, da želi prispevati tudi skupnosti, da ima pozitivne vrednote. In mislim, da je kot simbol vseh teh vrednot ravno Leon Štukelj res primerna osebnost. S Štukljevim letom pa je povezan tudi županov gost. V studiu se nam je pridružil novomeški olimpijski maratonec Primož Kobe. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kaj vam pomeni, da ste postali ambasador Štukljevega leta? Zelo veliko. Najbrž so me izbrali kot zadnjega olimpijca, vendar mislim, da se vsak dan trudim, da poosebljam to, kar je v bistvu novomeški olimpijec Leon Štukelj delal vse svoje zavedljivo življenje in mislim, da prav s svojim zgledom skušam nekako vplivati na Novomeščane, na tiste, ki mi sledijo. Kaj vse se bo dogajalo v okviru Štukljevega leta? Torej, prav gotovo so nekatere osrednje prireditve, kot sem že omenil, osrednja prireditev bo novembra, prav na dan, ko obeležujemo 120-letnico Olimpionikovega rojstva. Potem bo pa nekaj izjemnih prireditev, ki jih bomo seveda še bolj posebej poudarili kot prireditve Štukljevega leta. Osrednja in tudi premierna izvedba bo to novomeškega polmaratona. Tukaj gre velika zahvala za to pobudo in za dosedanjo izvedbo ravno Primožu Kobetu. Mislim, da je to prav, da imamo tako prireditev ne samo zaradi športa v Novem mestu, ampak tudi zaradi turistične in siceršnje prepoznavnosti našega kraja. Vemo, da danes je tek in tekaške prireditve so zelo pomembne za prepoznavnost mest, urbanih področij. In ravno to je namen, da tudi gremo z polmaratonom letos še s posebno pozornostjo. Bojo pa na vseh športnih področjih potem prireditve, ki bojo temu namenjene. Ker je pa tudi leto kulturne dediščine in seveda Štukljevo leto bo na 12. novembra, ko bo 120 let rojstva, tudi odprta osrednja razstava v Dolenjskem muzeju. Novo mesto s tem se vrača Olimpionikova zapuščina. Ta zbirka je bila že ob 100-letnici razstavljena v Novem mestu, pa je potem po nekih čudnih naključjih se pristala drugje in se sedaj vrača v Novo mesto in upam, da čim bolj trajno. Torej med temi osrednjimi dogodki pa je ta novomeški polmaraton. Vi ste pobudnik tega. Odkot zamisel? V bistvu mislim, da vsaj v moji glavi je zamisel zorela že dolgo časa. Namreč po kar nekaj časa v Novo mesto ni imelo maratona. Namreč v Novo mesto bo to prvi maraton, na Dolenjskem pa smo že imeli kar nekaj polmaratonov, mogoče najbolj znan med njimi je bil mogoče mirnopeški tek, ki je bil zelo uspešen v 90-ih letih, pa tudi straški tek se je nekajkrat organiziral in opazili smo, da v bistvu v tem jugovzhodnem delu Slovenije ni podobne prireditve, večje tekaške prireditve in mislim, da Dolenjska oziroma Novo mesto kot prestolnica si zasluži tako prireditev in
mislim, da jo potrebuje. Kje bo potekal? Polmaraton bo potekal 29. oziroma 30. septembra. Potekal bo po Novem mestu in ob reki Krki, zato smo tudi dali nek tak podnaslov Zeleni maraton ob Krki. Namreč želimo promovirati Novo mesto in posebnosti Dolenjske, zato smo tudi progo speljali ob naši lepi Krki. Štartno-ciljni prostor bo na križišču Seidlove ceste pri banki NLB oziroma zavarovalnici Sava. Prireditveni prostor bo na Novem trgu oziroma v športni dvorani Marof. Tako da ta del mesta, ki letos tudi sovpada z prenovo mestnega jedra, smo nekako postavili na to lokacijo, ki se loči od novomeškega teka, hkrati je pa lokacija bolj primerna za rast prireditve, se pravi, pričakujemo, da v prihodnjih letih da bo prireditev še rasla in da je v bistvu Štukljevo leto le povod za prvo organizacijo prvega polmaratona v Novem mestu. Kako bo potekalo vse skupaj? Prijave so že možne? Ja, prijave so že odprte, imamo že kar lepo število prijavljenih. Naj povem, da cenejši paket prijav je do 15. maja. Tako da se v bistvu tisti, ki ste res zainteresirani, da se prijavite čim prej. Namreč sedaj je čas za začetek, za pripravo. Namreč poleg tega, bi rekel, turističnega vidika in pa promocije Novega mesta je tudi namen, da živimo s sloganom Štukljevega leta in da Novomeščane pa Dolence spravimo v gibanje. Želimo, da bi se čim več tudi Novomeščanov odločilo, da se pripravi za prireditev. Cilj naj ne bi bila sam nastop na prireditvi, ampak dvig telesnih oziroma športnih sposobnosti vsakega udeleženca, tako da se nadejamo velikega števila Novomeščanov. Župan, kaj si obetate od te tekaške prireditve, poleg promocije Novega mesta? Torej, mislim, da s tem sledimo neki viziji, tudi turistični strategiji. Prav gotovo tudi Novo mesto želi biti pomembno regijsko središče. Spomnim se 2 leti nazaj, ko sva nekoč po prireditvi klepetala s predsednikom države, gospodom Pahorjem, pa mi je rekel, Novo mesto pa nima kakšne večje tekaške prireditve in seveda sem ga zdaj tudi za obljubo držal, ker je takrat najavil, ko pa boste organizirali, bom pa prišel. Zaenkrat je sprejel pokroviteljstvo, upam, da se bo tudi udeležil. In to mislim, da je ključno. Torej, gre za prireditev, ki verjamem, da bo postala tradicionalna, gre za disciplino, športno disciplino, ki je vse bolj popularna. Poznamo, da danes se številni ukvarjajo rekreativno in tudi bolj tekmovalno za to disciplino. In jaz verjamem, da začenjamo eno zelo prijetno in pa seveda tudi pomembno zgodbo za Novo mesto. Letošnji moto je Zdrav duh v Novem mestu, pa to drži, je v Novem mestu zdrav duh? Ja, mislim, da v bistvu čezdalje več ljudi sprejema tek kot odgovor na način življenja, v katerem živimo sedaj. Namreč premalo imamo telesnih aktivnosti zaradi vse bolj sedečega življenja in pa dela. Zato menim, da je v bistvu tek, oziroma čezdalje več ljudi se zaveda, da je tek nek izhod, razbremenitev telesa, fizična obremenitev in psihična razbremenitev in zdrav duh v zdravem telesu je zelo pomemben za zdravje. Vemo, da s tekom praktično
v eni uri naredimo zelo veliko, se pravi, ni potrebno veliko časa, ne potrebujemo neke večje, drage opreme, se pravi, je dostopen vsem, potrebna je le volja in mislim, da v Novem mestu se je v preteklih letih generiralo kar veliko novih tekačev in verjamem, da bo tudi ta novomeški polmaraton generiral še kakšnega tekača, ki je nekje vmes, občasni rekreativec in mu je tek nekako blizu. In prav to je neka vržena kost našim občanom, da se nekako pripravijo, udeležijo, da damo motivacijo za redno telesno aktivnost. S dogajanjem v okviru Štruklevega leta je povezan tudi Zavod Novo mesto. Kako so zaživele vse te vsebine pod isto streho? Mislim, da ravno Štrukljevo leto bo zdaj naslednji večji izziv. Zavod Novo mesto je že lani začel prevzemati tudi iz strani mestne občine organizacijo določenih prireditev, kot je Noč na Krki. Potem je bil tudi novoletni program in samo silvestrovanje izvedeno v njihovi organizaciji in sedaj je ravno to večji izziv. Jaz si predstavljam, da gre predvsem pri prireditvah, ki zajemajo več področij. Kot sem že prej omenil, gre za praznovanje, ki bo zajelo tako na koncev kulturno dediščino, torej razstavo v Dolenjskem muzeju, ki bo moglo biti povezano s turistično promocijo našega mesta in seveda za samo športno infrastrukturo. In to je bil namen, zakaj smo želeli imeti zavod, ki bo povezoval vsa ta področja. In verjamem, da se te sinergije zdaj začenjajo udejanjati. Jaz mislim, da je ekipa po tem prvem obdobju se čedalje bolj tudi izkazuje v tem povezovanju, da vidimo rezultate tega povezovanja. Prav gotovo je pa to še področje, kjer lahko veliko več dosežemo in verjamem, da tudi s tem, ko imamo od novega leta novega direktorja, torej gospoda Marjana Hribarja, zelo izkušenega človeka na področju turizma, že dolga leta je prisoten na področju športa in mislim, da bo on lahko pomenil to naslednji korak v razvoju našega javnega zavoda. Tek torej postavi se bolj priljubljen. Kaj svetujete tekačem, na kaj ne bojo pozorni? Predvsem, da začnejo počasi. Tek je treba jemati z majhnimi žlicami, tako jaz pravim. Treba začeti postopoma, če nismo pripravljeni in po tej, bom rekel, obilni zimi nekako je treba začeti počasi. Če nismo sposobni za tek, tako je treba tudi hoditi. Se pravi, hoja je jaz pravim, vmesni člen med tekom in pa kavčem, če tako lahko se izrazim. Namreč vsako gibanje pomaga in prav je, da se gibamo. Namreč rekreacija je prav, v tem je smisel rekreacije, se pravi, z gibanjem si povračamo energijo, se pravi, se nekako obnavljamo in marsikater starostnik ali pa, bom rekel, teh starejših tekačev, ki tečejo naprimer na ljubljanskih maratonih, pravijo, da dokler bodo tekli, dokler se bodo gibali, bodo vitalni, bodo živi, bodo ostali med nami. In v bistvu to se mora zavedati vsak izmed nas in tako kot je redna higiena, naprimer umivanje zob, je tudi redna skrb za svoje zdravje, za gibanje, zelo pomembna in prav te tako imenovani outdoor activities oziroma športi, ki se dogajajo zunaj in vključujejo aerobno komponento, so najbolj zdravi in se jih najbolj priporoča, vendar ne bi pa nikoli rekel, da je samo to. Pestrost je zelo pomembna in mislim, da vsak šport pride prav tudi pri teku. Župan, vi tečete? Vas lahko pričakujemo na novomeškem polmaratonu? Zelo velik izziv bi bil to, moram reči. Zdaj trenutno sem še v fazi, ko nekoliko
skušam postopoma obranjevati koleno, ker sem ga imel preteklo leto operiranega. Tako da zavezal se ne bom k tej obljubi, bi bil pa res velik izziv, če ne druge, tudi zato, ker bo krajša razdalja na voljo, 8,8 km. Pol maratona se v resnici še nikoli nisem v življenju udeležil. Je pa verjetno tako, da če bi zdaj začel z pripravami, bi verjetno to lahko se pripravil. Ja, mislim, da ja, če le verjamemo temu, se pravi, zelo velika, bi rekel, mera optimizma in pa delo potem prinaša rezultate. Mogoče še nekaj besed o vaši tekaški poti? Ja, jaz se počasi vračam nazaj, tako da sem zelo vesel tega, upam, da mi celo uspe nastopiti tudi na novomeškem polmaratonu, zelo rad bi bil tega. Drugače pa v 8. aprila teče maraton v Hanovru, v bistvu blizu mesta Lagenhagen, ki je tudi pobrateno mesto z Novim mestom. Tako da tukaj mislimo teči normo za Evropsko prvenstvo v Berlinu, ki bo letos avgusta. Rad bi nastopil v maratonu na Evropskem prvenstvu, to bo nekje glavni cilj letos. Drugače pa potem pa tudi novomeški tek, zdajle 15. aprila, tako da se tudi veselim udeležbe na novomeškem teku. Hvala vam za obisk v studiu in veliko uspeha na nadaljnji poti. Hvala. Mi pa nadaljujemo po oglasih. Smo v zadnjem delu županove ure, z nami pa je župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. V javni obravnavi je strategija razvoja mestne občine do leta 2030. Kakšnega razvoja si želite v Novem mestu? Torej, želimo, da bomo res kvalitetno okolje, ki bo imelo trajnostno komponento in ki bo vključujoče za vse. In tako občino bi radi imeli tako za področje bivanja, delovanja, kot seveda tudi za področje zabave, druženja. Važno je, da poznaš vizijo, da poznaš tudi pot, po kateri bo sledil tej svoji viziji, in zato seveda smo pripravili dokument, ki je zdaj konkreten dokument z veliko podatki, številkami in seveda jasnimi kazalci, ki bojo merili, koliko smo uspešni pri tem našem razvoju. Jaz se strinjam za številnimi, ki pravijo, strategije vedno veliko, pa dokumentov, pa koliko jih potem sploh uresničimo. Pa vendar bi upozoril na to, da je tudi proces načrtovanja vedno pomemben. Ko ti načrtuješ in ko ti načrtuješ 10-15-letno obdobje, seveda se porodijo številne ideje, se soočijo z različnimi pogledi in sam proces lahko veliko nam pomaga pri tej poti, kako razvojno gledamo. Problem je tudi v Sloveniji pogosto, da politika gleda samo znotraj časovnice enega mandata. Jaz sem se trudil vsa dosedanja leta, da je naš fokus v naslednjih 15 letih, torej da vemo, kaj je slika, ki jo dosegamo, čeprav so morda koraki danes delni, krajši. In mislim, da bo strategija nek konkreten zapisan dokument, okolikor tega upam, da se bomo poenotili in seveda to je potem naša pot razvoja. Posebno področje so starejši. Z Društvom upokojencev v Novo mesto ste se odločili za poseben projekt, to je projekt Rudi. Za kaj gre? Torej, vemo, da se kot družba zelo spreminjamo. Starejših je čedalje več v naši sredi. Vemo, da je na področju starejših so kar številni izzivi, to na področju bivanja, na področju socialnega varstva. Mi si želimo, da bi starejši lahko čim dlje živeli v svojem domačem okolju. Seveda to je treba pa tudi konkretno podpreti. Poleg uradnih načinov podpore za starejše, kot je pomoč na domu, ki je z zakonom predpisana, smo v letošnjem letu se lotili projekta na področju mobilnosti. Pomembno je zato, ker vemo, da javni potniški promet v Novem mestu ne moremo zagotavljati na vse konce, ob vsaki uri. Hkrati pa seveda želimo, da bojo te potrebe reševane v celotnem območju naše občine. In vemo, da je to tudi lahko, danes se mobilnost spreminja. Mobilnost ne bo enaka, kot je bila pred leti. Veliko bo tega delitvene ekonomije in zato verjamemo, da lahko z enim avtom in z šoferji, v tem primeru prostovoljci, rešimo številne probleme
brez dragega sistema. Torej, občina je zagotovila vozilo, društvo upokojencev prostovoljce in za pomočjo klicnega centra to zdaj razporejamo, te potrebe po vožnjah. Odzivi prvi so zelo dobri, verjamem, da v tem prvem obdobju bomo naleteli še na številne izzive pa težave, ampak želimo se seveda kaj naučiti, kaj spremeniti in s tem bomo, verjamem, da našim starejšim tudi olajšali bivanje v domačem okolju. Hkrati pa smo v letošnjem letu tudi začeli z subvencioniranjem toplega obroka za tiste socialno bolj ogrožene starejše. Namreč ugotovili smo, da si številni starejši ne privoščijo dovolj in kvalitetne hrane in se nam zdi pomembno, da vsaj enkrat dnevno pa res so deležni tega kvalitetnega obroka. Zato smo z Domom starejših občanov sklenili to pogodbo v sodelovanju z Rdečim križem in Centrom za socialno delo pa opredelimo te upravičence. In ta projekt se je začel izvajati in jaz bi tudi vse naše gledalke in gledalce pozval, da vkolikor imajo kakšno pobudo, kakšno vprašanje glede tega, da se obrnejo tako na moje sodelavce kot na pristojne v Centru za socialno delo ali na Rdečem križu. Bliža se občinski praznik, kaj vse se bo dogajalo? Torej, občinski praznik je vsako leto priložnost, da se nekako pogledamo tudi, kaj je bilo narejenega, da znamo tudi počastiti to našo bogato zgodovino. Letos bo osrednja prireditev ponovno prav na dan občinskega praznika, to je 7. april, ki pa bo sobota, torej ob 7. uri zvečer bo ta slavnostna akademija, na kateri bomo tudi nagradili, podelili nagrade in priznanja Mestne občine Novo mesto. Bo bogat kulturni program kot vsako leto, tokrat z Big Bandom Glasbene šole Marjana Kozine. Bo pa v teh dneh tudi praznovanje 30. obletnice našega najstarejšega pobratenja izven območja nekdanje Jugoslavije, to je za nemškim mestom Langenhagen, tako da bomo imeli kar nekaj gostov iz Nemčije v teh dneh tudi v Novem mestu in upam, da bojo uživali z nami vse te praznične dni. Preden zaključiva oddajo, naj čaka še ena rubrika, to je Bitka s časom. Bližajo se volitve, najprej parlamentarne, nato lokalne. Boste kandidirali? Torej, mislim, da je prav, da to delo, ki je narejeno, bo tudi nadaljevano. Ne želim ta trenutek kakšne dokončne odločitve, ker mislim, da to dokončno odločitev bi rad sprejel v krogu tistih, ki so me ves ta čas podpirali. Želim, da dobim njihovo mnenje najprej in tako. Je pa seveda zelo verjetno, da se jeseni na volitvah vidimo tudi z mojo kandidaturo. Izkušnje imate v gospodarstvu, sedaj tudi z županovanjem. Kaj je lažje, biti gospodarstvenik ali biti župan? Torej, oboje je zahtevno. Morda je en glavnih vidikov, ki je zelo težko včasih ga sprejeti v javnem sektorju, da ne moreš iskati optimalne rešitve, ampak seveda skušaš dvigati ta skupni imenovalec čim višje. Torej, kompromisi so pomembni, zato ker je pomembno, da stvari premikamo, da se izvajajo. Seveda, ko nekaj narediš in ko premakneš zadeve, ki niso tako enostavne kot morda včasih v zasebnem sektorju, pa je zato tudi zadovoljstvo večje, tako da nekako moram reči, da kolikor je večji izziv v javnem sektorju, so pol tudi lahko te pozitivni premiki in to zadovoljstvo tudi večje. Omenjali smo že večkrat danes, da je letošnji moto Zdrav duh v Novem mestu. Kako vi skrbite za svoje zdravje? Torej, želim čim več biti aktiven tudi za rekreacijo in športom. Kot sem že prej omenil, sem v preteklem letu imel operacijo kolena, tako da zdaj nekoliko previdno in za postopnimi obremenitvami se ponovno vračam na moje rekreativne dejavnosti. Košarke še ne igram, ki je nekako moja prva izbira, tudi tenis rad igram, tako da v zadnjih mesecih se bolj ukvarjam s telovadbo, s tako celovito telovadbo, da nekako krepim celotno telo. Verjamem pa, da bom v teh spomladanskih mesecih začel tudi ponovno s tekom, morda je to tudi priprava za novomeški polmaraton. Vaša razvada?
Ja, razvad je verjetno kar nekaj. Zdaj, da bi bila kakšna izrazita, zdaj recimo, če je zelo taka razširjena kajenje, ne kadim, pri alkoholu upam, da sem zmeren, pa seveda se ne odrečem kakšnemu kozarčku. Tako da te razvade verjetno skušam v neki zmernosti imeti in upam, da sem tako bolj sprejemljiv tudi za vse tiste, ki morajo z mano v življenju potrpeti. Bližajo se velikonočni prazniki. Katera je vaša najljubša velikonočna dobrota? Torej, moram reči, da vsi suhomesnati izdelki so zelo fajn. Je pa res, da če bi zdaj na prvo žogo rekel, je v tem času tudi na voljo ponavadi regrat iz domačega vrta ali pa iz nekih travnikov v bližini. Jaz sem zelo velik ljubitelj te naravne solate, tako da moram reči, da tudi regrat z jajčkom mi zdajle zelo hiter poleg teh suhomesnatih dobrot pride na misel. Župan, hvala vam za obisk v studiu in vse lepo ob občinskem prazniku. Hvala za povabilo in seveda lep pozdrav tudi vsem poslušalcem, gledalcem, ki so bili z nama in so spremljali ta intervju. Drage gledalke, dragi gledalci, hvala za pozornost in lahko noč.